Radiovedni. Zapiram loputko, pa greva v dih. Jaz sem Nik Škrlec in sem radioveden. Če ste vi tudi, ostanite z mano. Čakajte, kaj? Preoblekel sem se v svoje najboljše kopalke, vzel sem masko. Kaj mislite, da se bo zgodil? Imate še majčken časa? Profesor je imel prav. Radijska lupa, polna glava, sama vprašanja. To so radiovedni. Živjo radiovedne glave. A že veste, kaj boste za pusta? Danes je pustna sobota. Trume mask bodo vsak čas zavzele naše ulice in čeprav ne moremo točno napovedati, kakšne vse te maske bodo, smo lahko prepričani, da bodo skoraj vse jedle krofe. Če hitro seštejemo nekaj številk, lahko ocenimo, da bomo pojedli več milijonov krofov. Da jih bomo odsvrli, bomo porabili, tako čez palec, vsaj 200 tisoč litrov olja. To sta 2 šolska bazena v Tivoliju. Vse za dobre krofe, ampak kaj pa olje? Kaj naj naredimo z njim, ko ga ne moremo več uporabiti in zakaj ga ni dobro zliti v odtok ali v straniščno školjko? Doktorica Marjetka Levstek, kemijska inženirka in predsednica Slovenskega društva za zaščito voda, nam je povedala, da olje onesnažuje naravo. Ja, olje močno vpliva na stanje naših voda. Iz 1 litra od olja lahko onesnažimo po nekaterih ocenih tudi do 1 milijon litrov vode. To pomeni, da absolutno olja ne smemo zlivati ne v naravo, ne v zemljo, ne v vode. Vrnimo se na primerjavo z bazeni. Približno 1 milijon litrov vode ima velik bazen v kopališču Tivoli in za onesnaženje tako velike količine vode je dovolj 1 sam liter olja. Olje namreč plava na vodi in ovira izmenjavo kisika med vodo in zrakom, lahko zaduši ribe in druge vodne organizme, uniči zaščitno moč perja in kožuhov živali, ovira fotosintezo in lahko vsebuje škodljive kemikalije. V naravo olja torej nikakor ne smemo zlivati. Kam pa pristane, če ga zlijemo v odtoke ali stranišča? Doktorica Marjetka Levstek je tudi direktorica javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, kar je naslednji ključ naše uganke. Čistilna naprava Domžale-Kamnik je namenjena za čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Vsa odpadna voda, ki je seveda tudi bogata z različnimi snovmi, ki jih ljudje hote ali ne hote odvržajo v odtoke, se počasi združi z drugimi odtoki in seveda potem majhni kanalizacijski odtoki se združijo v velike in ta ena velika cev pripelje to odpadno vodo do vhoda v čistilno napravo. Kaj pa potem? Kaj se zgodi v čistilni napravi? Sej že ime nakazuje, ampak kako konkretno se dogaja čiščenje oziroma prečiščevanje? Ja, čistilna naprava vsebuje kar nekaj zaporednih stopenj čiščenja. Najprej se iz odpadne vode izločijo večji delci. To so prav posebne grablje, ki iz vode pograbijo naplavine, kot so recimo večji kosi lesa, pesek, mogoče solata, WC papir, tega je zelo veliko. Potem odpadna voda, ki je razbremenjena vseh teh delcev, teče v naslednjo stopnjo, ki se ji reče maščobnik in peskolov. Namen peskolova je, kot beseda pravi, da se pesek usede na dno in maščobolovilec, da maščoba splava na površino. To pa je tista maščoba, ki jo seveda ljudje v gospodinjskih hišah, bomo rekla, zlijajo v svoje odtoke, mogoče WC školjke. Sledi potem primarni usedalnik, kjer se izločijo fini delci, kot fino blato, no voda, ki je pa razbremenjena vseh teh snovi, pa počasi uteče v aerobno biološko stopnjo. V tem, to je pa zadnja stopnja, ki je to rečemo srce čistilne naprave, pa bakterije razgradijo te organske snovi, dušik in fosfor, in produkt tega čiščenja so nove bakterije, ki jih ponovno potem predelamo v bioplin in prečiščena voda. Prečiščena voda pa potem prosto preteče v vodotok, v našem primeru Kamniška Bistrica. Zakaj pa potem ne smemo oziroma ni dobro, da zlivamo olje v odtok v kuhinji ali pa v školjko, če pa imate tudi čistilni del, ki odstranjuje maščobo iz vode? Ja, maščoba, kdorkoli je že mogoče kdaj polil ali pa se prijel z plastenke za oljem, vedi, da je izredno lepljiva. To pomeni, da se tudi olje, ki ga zlijemo v naše WC školjko ali v odtok, zelo hitro oblepi v kanalizacijske cevi. In seveda to lepilo nase prilepi še ostale, kot se recimo gošča od kave ali lasje
ali ostanke hrane in to je tudi potem odlično hrana za glodavce. Se pravi, imamo dva negativna vidika. En vidik je, da se kanalizacijske cevi začnejo mašiti, kar pomeni, da imajo ljudje potem težave z odtokom, začne smrdeti iz teh kanalizacijskih cevi in glodavci imajo zelo veliko hrane, da se razmnožujejo. Pravijo celo, da je to afrodizijak za glodavce. Olje v kanalizacijskih ceveh oblikuje tudi posebne kapnike, ki ovirajo pretok odpadne vode. Če ga zlijemo kar v odtok, pa poleg vseh negativnih posledic zamudimo tudi možne pozitivne. Odpadno jedilno olje lahko vidimo kot koristno surovino. Kot prvo poznamo, da iz odpadnega jedilnega olja lahko proizvedemo biodizel, kar pomeni, da odpadno jedilno olje moramo prvo odnesti na zbirne centre in potem ti zbirni centri poskrbijo, da odpeljejo to jedilno olje na prava mesta. Ena varianta, kadar je pa odpadno jedilno olje že nekoliko onesnaženo, ni tako čisto, pa da se ga potem tudi odstrani na bioplinskih napravah, kot je recimo na čistilni napravi Domžale Kamnik, in iz njega lahko pridobimo bioplin, iz bioplina električno energijo in tako v bistvu poskrbimo, da je čiščenje odpadne vode bolj ekonomsko upravičeno. Ja, iz 1 litra olja lahko pridobimo kar 0,9 litra biodizla. Kar se pa tiče plina, pa iz 1 litra olja lahko dobimo 1000 litrov bioplina in iz tega proizvedemo 2 kWh električne energije. Poiščite torej zbiralnike olja v svoji okolici, morda jih imajo komunalna podjetja ali kakšne trgovine, če jih ne najdete, pa podsukajte za rokav osebe, ki jih lahko priskrbijo ali postavijo. Tako bo olje lahko zaživelo na novo, vi pa boste brez slabe vesti še naprej cvrli krofe. Dober tek!